koliko imamo danes romarskih srečanj na mnogih krajih, procesi, veliko kulturnih običajev od blagoslova, zdravilnih zelišč in tako dalje. Praznik Marijinega vnebovzetja v nas vzbudi tisto, kar je najdragocenejše, najlepše, najbolj sveto v našem srcu, v našem življenju, v naših odnosih. Kajti v Mariji, kot vemo, zremo tisto, kar nas nekoč čaka. Namreč, Marijino vnebovzetje je verska resnica, da je Bog Marijo vzel nebesa s telesom in dušo. In to, česar je ona že bila deležna, vse nas še čaka. Zato je Marijino vnebovzetje tako lep, dragocen, svetopraznik. In to so naši predniki čutili in so nam zapustili to dragoceno dediščino, ki jo mi želimo živeti in ki jo želimo tudi predati našim zanamcem. V Evangeliju smo danes slišali sklep: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Te besede, verjamem, da so tudi danes izraz našega zaupanja in naše vere v Marijino priprošnjo, v Marijino varstvo, da ona za nas posreduje pri Bogu. Danes ob Marijinem prazniku Marijinega vnebovzetja tudi obnavljamo kot vsako leto posvetitev slovenskega naroda Mariji. Kot vemo, so slovenski škofje v prvem letu naše samostojnosti posvetili slovenski narod Mariji. In to vsako leto znova in znova obnavljamo. Tudi mi bomo danes obnovili posvetitev slovenskega naroda. In če smem reči samo eno stvar, ko opazujemo Slovenci od zunaj iz tujine domačo Slovenijo, vsaj to je moje občutenje, prva stvar, ne vemo, kako lepo nam je Slovenija. Ne glede na vse težave, ki jih imamo, ali v politiki, ali v gospodarstvu, ali v ekonomiji, kjer ne vemo, kako lepo je. Druga stvar, ki bi rad položil na srce, je, sedaj, ko bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, je treba tudi nekaj dati od sebe, nekaj prizadevanja za dobro, za plemenito, za lepo, za sveto življenje. Opažam, predvsem, ne samo v politiki, predvsem na socialnih omrežjih, da smo postali zelo, kako bi rekel, nizkotnim izražanjem, prostaškim izražanjem, sovražnim izražanjem, da se več ne znamo poslušati in slišati, da ni več možno nekega dialoga in se včasih sprašujemo, smo to res mi Slovenci takšni? Smo se res tako spremenili, da se več ne znamo poslušati, da se ne znamo spoštovati, da ne znamo spoštovati mnenje drugega človeka, da moram takoj požgati nizkotno prostaško. Pa to ne velja zdaj samo za, ne vem, parlamentu, večkrat smo razočarani. Tudi v naših odnosih. Včasih jaz rečem doma, včasih se nismo tako pogovarjali niti za šalo. Danes pa preprosto vržeš v eter težke besede. In jaz pravim, da ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja, ki je tako lep praznik, ki je tako svet praznik, ki je tako plemenit praznik, si moramo vzeti k srcu in si zamisliti, kakšno je moje izražanje. Kako jaz vidim sočloveka? V družini, v skupnosti, v farmi, v narodu, različnih, etičnih prepričanj, kako pomiže. Vsi smo del enega naroda. In vedno je zgodaj,
Premalo nas je, da si lahko to privoščimo. Premalo nas je. To moramo vedno imeti pred očmi. Svetovne razmere, geopolitične razmere zahtevajo od slovenskega naroda, da bo trden v svojem jeziku, v svojem jeziku, v svoji kulturi, v svoji veri, v svojem prizadevanju za skupno dobro. Ta zemlja je naša zemlja. Ta domovina je naša domovina. In kot verni ljudje si želimo prizadevati za dobro, plemenito, si želimo prizadevati za svetost. In Marija, naša mati, nas k temu spremlja, vabi in spodbuja. Tretja končna misel. Po sveti maši danes bomo blagoslovili obnovljeno župnišče. Prizadevanje bo, če se ne motim, po 29 letih prihajamo do tega slovesnega dogodka. Jaz sem gospodu Francu Ranetič in Gorazdu Pastašiču že protestiral. Jaz bi mogel biti tukaj šlof, ali pa ne vem, gospod dekan, generalnika, pa kakorkoli že, prosili so me, s veseljem bomo blagoslovili obnovljeno župnišče. 29-letno prizadevanje, začetki pri gospodu Milanu Šeli in takratnemu, žal blagopokojnemu kaplanu Vladu Leskovarju. Ona dva sta bila glavna, zaslužna, da smo danes prišli do tega velikega dogodka. To je velik dogodek za kapelsko župnijo. Kajti župnišče v kapelah, če se ne motim, je ena izmed najstarejših stavb v naši župniji, v naši krajevni skupnosti. To ima svojo kulturno in zgodovinsko vrednost. Predvsem pa župnišče je prostor in bo prostor srečevanja. Prostor, kjer bomo lahko dali na razpolago naše talente za dobrobit našega kraja, za dobrobit naše župnije, za dobrobit naših prihodnih rodov. Naj bo to obnovljeno župnišče, ki ga danes bomo blagoslovili, spodbuda, da skrbimo za našo vero, da skrbimo za našo neprestojno duhovno obnovo, predvsem pa, da skrbimo za dobre, lepe, plemenite odnose. Kapelci vemo, da so znali po prizadevnem, kulturnem, društvenem, gasilskem, konjerejskem, pihalnem orkestru in tako naprej, ne vem, če se še kaj pozabil, to je zelo lepo in zelo plemenito. V manjših krajih nas to povezuje in je pomembno, da ohranimo to dediščino in jo predajamo naprej. To so pomembne stvari, ker konc koncev odnosi so tisto, kar štejejo. In ti naši medsebojni odnosi, podkrepljeni z našo vero v Boga in priprošno nebesne Matere Marije, naše toliko bolj spodbujajo in vabijo prizadevanju za skupno dobro. Moja duša poveličuje Gospoda in moj Bog in moj duh se raduje v Bogu, mojem sveličanju. S temi Marijinimi besedami danes tudi mi prihajamo pred Boga in vse to polagamo pred njega. Naj nas Marina priprošnja spremlja sedaj in na poti v večnosti. Amen.
ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoje srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivali duhovne vrednote. Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi Evangelijo gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vire in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu druženiku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Izpovejmo miru. Božjemu ljudstvu, nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosila začetnika življenja in svetu rodila tvojega očlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanih grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjere.
Posebej pa še Jožetu Kovačecu, ki je dolga leta bil tudi v Brežicah kaplan in je hodil v kapele, pa se je tudi udeležil današnje slovesnosti. Posebej pa še nekaj v tem dni je pozdravil našega novoimenovanega Gorasta Vastršiča, ki je ljudski upravitelj uradno 1. avgusta. Zahvalil bi se pa še tako lepemu orglanju, gospodu Antoniju Grincu in vsem pevkam in pevcem, ki ste temu pripomogli. Sestre, z veseljem smo se zbrali ob blagoslovu tega obnovljenega župnišča, stavbe namenjene za skupno življenje naše župnije. Vemo, da je bilo veliko dela, veliko truda, veliko skrbi in treba je bilo tudi v teh 29 letih zbrati veliko sredstev. Uspelo nam je skupnimi močmi. Jezus nam govori: vsak, ki poslušate moje besede in jih izpolnjuje, je podoben pametnemu človeku, ki pozida svojo hišo na skalo. Ulije se ploha, priderejo nalivi in privršijo vetrovi ter butnejo to hišo, vendar se ne zruši, ker ima temelj na skali. Kdor pa moje besede posluša in jih ne izpolnjuje, je podoben nespametnemu človeku, ki pozida hišo na pesku. Ulije se ploha, priderejo nalivi in privršijo vetrovi ter butnejo to hišo in hiša se zruši v veliko podrtijo. Boli zanj zahvaljujemo in te prosimo, blagoslovi ga, da nam bo znamenje tvoje navzočnosti. Daj, da bo ta župnijski dom dobro služil svojemu namenu in prispeval k verski poglobitvi naše župnije. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naj bo blagoslovljen v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.
Jaz bi predlagal, da bi kako besedo rekel gospod Milan, ki bo povedal, kako smo takrat prišli sploh do tega, ali se ruši, ali se obnavlja. Torej, v tem lep pozdrav, mene veseli, da smo vsi skupaj danes tukaj in da lahko res po več desetletjih postopnega obnavljanja te stavbe danes doživimo tak lep Marijin praznik. Kakor je bilo že rečeno, ko je gospod Vlado Leskovar prišel leta 1997 Brežice za kaplana, smo začeli tistega avgusta z tako bolj pripravljeno, potemeljeno zgodbo obnove tega župnišča. Vsa leta prej smo tudi vzdrževali stavbo, vendar pa moram reči, da je vedno bila dilema, ali je ta stavba za podred, ponovo zgraditi, ali je ta stavba takšna, da je vredna obnove. In na koncu je zmagala misel, da lahko obnavljamo, kljub temu, da je bilo prvotno res stanje tako, da je bilo zastrašljivo, da je rekel po svoje. Naj spomnim, da je tu v času osamosvojitve bival nekaj časa en Anglež. Zdaj sem pozabil, kako mu je bilo ime, svojim konjem, ki je potoval. Fale Štefan. A ne, to pa drugo. To je bil duhovnik. Ja, to je pa on. Anglež je samo tukaj, ja. In je stalno govoril, stara bajta, stara bajta. To je bilo tam v letih 1990 pa naprej. No, da smo danes tukaj, pa Bogu hvala, namreč zmagala je misel, da je ta stavba za obnoviti. In vidimo, da je ta misel in pa ta odločitev bila takrat s takratnimi člani župnijskega sveta blagoslovljena. Tako da, kaj ne drugega rečem kot to, Bogu hvala za današnji dan. Rekel bi pa še nekaj. Župnija kapele je v soupravi od leta 1964. Se pravi, skoraj 60 let. Ves čas je pa bila pastoralno oskrbovana. Nekaj časa strani Pišec, pa potem v Frančiškanu iz Domove, pa v letu 1975-76 je prišla pod upravo Brežic, takrat je bil tukaj kaplan, oziroma Brežica kaplan, pa sem hodil gospod Franc Dermol. Prav je, da se ga tudi spomnimo. Naši, ali pa brežiški kaplani, so pa bili Jože Kovačec, Branko Maček, Rok Metličar, Muršec Jože, Peter Orešnik, Ivan Platovnjak in že imenovani gospod Vlado Leskovar. Za njim je bil eno leto tudi gospod Prah Jože in potem naš dragi današnji gost Matjaž Roter. Leta 2007 je bil tu velik praznik, takrat za novo škofijo Celje, 100-letnica župnijske cerkve. Letos pa obhajamo 240 let župnije. In za velike maše leta 1986, ko je bila 200-letnica župnije in je gospod Jože Kovačec odšel od tod, smo tu imeli lepo slovesnost, 200-letnico župnije, ki jo takrat vodil gospod Orznik Franc, ki je prišel na novo v župnijo Pišece. To so taki lepi spomini, ki naj bogatijo današnji dan, današnji praznik. Rekel bi še to, pastoralno je župnija vedno živela.
in kjer se pastoralno živi, tam se tudi obnavljajo stavbe. Tako župnišče, kakor cerkve. In to se v kapelah dogaja. Se je dogajalo in sem prepričan, da se bo dogajalo. Želim vam lepo današnje praznovanje in po Marijini prošnji, Mariji ne bo vzeti, vse Bog vas živi. Hvala. Hvala lepo gospodu Milanu, da se mi šeto, ki nam zgodilo. Hvala. Boga peva. Stane. Tako malo se nasmeji.